Danes smo bili priča izjemnemu kulinarično-glasbenemu dogodku, kulinarični še poteka, glasbeni se žal že iztekel, za katerega si bila predvsem zaslužna ti, s svojima dvema fantoma. Povej mi smo zelo uživali, kako si se pa ti kaj imela? Jaz sem pa uživala v tem izjemno čudovitem ambientu in začutila sem, da bo danes ena taka sproščena energija, tako sproščena, da sem se sredi koncerta kar sezula. Na srečo še ni tako vroče, da bi lahko s tem povzročila kakšne neprijetne vonjave? To ne bi in to si tudi ne bi drznila, ampak hvala Bogu smo še vedno v plaščih in tudi komarjev še ni, tako da je bilo to mogoče. Zdaj, ta koncert je bil tudi poseben, zato ker, saj sklepam, da vsakič tudi ne prideta tvoj ati in mami? Ne, definitivno ne prideta na vsak špil. Zdaj sta bila prvič, odkar predstavljam ta novi album in ona dva sta si to privoščila za svojo 60-letnico. V sklopu vseh daril, ki smo jih pripravili za njo. Zelo lepo, moram reči, da je zelo lepo, da sta to naredila. Tudi ti sicer rada združuješ kulinariko z glasbo? Definitivno. Mislim, jaz sem rekla vsem mojim prijateljem, oziroma ne, družini Kobal sem rekla, da naslednjič pridem v drugi vlogi in sicer v vlogi obiskovalca, ker obožujem take večere, kjer se v bistvu združujejo in gastronomija, glasba. To je to, To je zame popoln večer zunaj. Kam te bo pa zdaj ob teh poletnih večerih še kaj zaneslo? Govorimo o odru, pa mogoče tudi potem, ko se bo šle vzela malo fraj. Res je, zdaj se podajamo skupino na poletno turnejo po Sloveniji. Vmes bova pa z dragim skočila na en festival na Madžarsko, ob jezeru Balaton, in tam preživela kar nekaj dni, pa še s svojim bendom gre malo na jadranje po Hrvaški. Evo, to je to za enkrat. Tisti glavni dopust pride pa januarja. Nahajamo se na glasbeno-kulinaričnem dogodku Pod zvezdami, kjer je tokrat nastopila Maja Kevc. Pa za začetek mi morda povej, kakšen ti je bil ta večer, kako si kaj užival danes Pod zvezdami z Majo? Meni je bilo noro. V bistvu ful sem si želel videti en tak malo bolj intimni večer Maje. Vsi vemo, da je vrhunska vokalistka in glasbenica, ampak to je nova plošča in to sem hotel videti in dobil sem iz prve vrste, tako da sem zelo vesel, da sem prišel tukaj. Če pa še malo povežem z ambientom in kjer smo, je pa to res ena odlična kombinacija Pod zvezdami. Kako ti gre pa sicer skupaj kulinarika, dobra kulinarika in dobro vino? Jaz ne vem, če ste probali, ampak pršut je bil vrhunski, sir, probali smo še različna vina. Jaz recimo ne maram toliko zelo vina, ampak mi je tukaj fantastično. Belo še spijem, tako da jaz nimam kaj reči. To pa glasba, to je popolna kombinacija, poletna. Odlično, Maja, logično, da nikoli ne bo razočarala. V kombinaciji z dobro hrano in vinom je pa sploh pa v tem, recimo temu, pogojno zaenkrat še poletnem času je to dobitna kombinacija. Se rad tudi poleti udeležuješ koncertov? Ja, grem rad kaj pogledati. V Ljubljani se ogromno dogaja, festival recimo, pa še kaj, ne. Zdaj, da bi pa prav konkretno planiral karkoli, tako recimo, ne vem, takrat in takrat bom kaj šel pogledati, to pa ne, ker se nekako edino v času poletja prepuščam spontanosti. Dobro, da smo te tokrat še ujeli med vajami, ne? Ja, zaenkrat sem še delaven do konca junija, potem pa malo na off. Poletni večeri so najlepši v družbi dobre glasbe, hrane in pijače, tako da današnji večer je bil res čaroben Pod zvezdami, v Štanjelu, v našem slovenskem biseru, z odličnimi vini in seveda hrano. Uživam.